Letošnja matura že na polovici. Pričenja se letošnja kasaška sezona. Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v oddaji Dogodki, v kateri boste skozi mozaik dveh reportaž spoznali nova dogajanja v deželi ob morju. Prijetno počutje in dobrodošli v naši družbi. Maturant gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Jure Miholič, nam je zaupal, kako poteka letošnja matura. Letošnje izredne razmere so šolarje prisilile v nov način dela, šolanja od doma. Čeprav so vsem povzročale nekaj preglavic, so po mnenju mnogih najkrajšo potegnili letošnji maturanti. Jure Miholič je maturant na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Pravkar je zaključil s pisnim delom, čakajo ga še ustni izpiti. Kakšni so občutki? Ja, po eni strani so občutki kar dobre. Res je, da še nismo z maturo končali, čakajo nas še ustni dele maturitetnega izpita, ampak sem z večino odpisanimi maturami dokaj zadovoljen, za ustne pa me niti tako ne skrbi. Kako pa je potekal prvi del letošnje mature? Sam protokol je bil nekoliko drugačen, nekoliko spremenjen, prilagojen. Se pravi, poskušali smo upoštevati med prihodom v šolo, dokler nismo dejansko začeli pisati mature, vse te ukrepe, se pravi, po šolo smo stopali eden po eden, vsak se je razkužil in obvezno je bilo nošenje mask, dokler se torej nismo sedli za polo. Ko smo bili tam sami na varnostni razdalji med drugimi sošolci, smo lahko sneli maske, da nas potem pri pisanju same mature niso motile. Kako se je Jure na maturo pripravljal? Ti zadnji tedni so bili nekoliko drugačni, kot smo na začetku letošnjega leta najbrž pričakovali. Pouk je, kot tudi v ostalih letnikih, potekal nadaljavo, tako so potekale tudi priprave na maturo. Razen zadnji teden, ko smo četrti letniki, maturantje, prišli v šolo in smo še preživeli teh nekaj zadnjih ur skupaj s profesorji, da smo razjasnili še tiste dvome, ki so nas še begali pred maturo. Maturante čaka še ustni del izpitov. Kakšna higienska priporočila bodo morali upoštevati? Tudi tukaj bo medsebojni kontakt in razdarja minimalizirana. Obvezno bo nošenje mask, dokler se pravi med nam, ki bomo izpit upravljali, in ocenjevalci ne spostavi zadostna varnostna razdalja. Prav tako bo drugače, da letos listkov z vprašanji ne bomo dejansko prijemali, ampak si jih bomo lahko le ogledali, da bomo nekoliko ohranjali te zdravstvene predpise. Kako maturanti gledajo na situacijo, v kateri opravljajo maturo? Verjamem, da ne govorim v imenu vseh maturantov, vendar pa lahko skoraj z gotovostjo trdim, da je velika večina enakega mnenja, in sicer nam nekako niso nam všeč ti nesprejeti ukrepi o prilagoditvi mature, saj smo vseeno doživeli eno obdobje, bili za marsikatero normalno izkušnjo prikrajšane, in se mi zato ne zdi smotrno, da niso pristojne vsaj poskusili priti nasproti z našimi problemi, tegobami, kljub temu kriznemu obdobju. Kako se je bilo pripravljati na maturo od doma? Morda so ti dnevi pouka nadaljavo izgledali veliko bolj rutinske kot samo obiskovanje šole, kjer je vseeno bil nek socialni stik, nek medsebojni kontakt, druženje nekoliko bolj potencirano, kot je bilo možno zdaj v teh časih. Veliko je bilo odvisnega od samih profesorjev, nekateri so se pri tem pouku delu nadaljavo zelo dobro znašli, nekateri, ki morda tudi starejši, ki niso tako vešči za tehnologijo, pa so imeli vseeno nekaj težav, ki smo jih potem, ali smo mi njim pomagali odpraviti, ali pa njihove kolege. Ampak kljub temu so nekateri predmeti bili dokaj zmerni, pri tem, ko je bilo drugo delo lahko nekoliko večjem obsegu, kot smo delali ponavadi pri pouku. To je morda
bila ena takšna neprijetna zadeva, ker si profesori vseeno, saj smo vsi bili prvič v tej situaciji, niso vedeli predstavljati oziroma niso tako razumeli dejstva, da imamo poleg njihovega predmeta še nekatere druge in da je pač delo vseeno skoraj zavzelo celoten dan. Kljub temu, kako smo si ga razporedili, je pač bilo, ne vem, nekoliko več svobode, pa nisi mogel cel čas sedeti, si se malo sprehajal po hiši in tako naprej. Jureta smo prosili še za komentar na trditev, da so letošnji maturanti v resnici imeli najboljše pogoje za pripravo na maturo, saj so imeli največ časa. Ta prosti čas je res bil znatnejši v primerjavi z prostim časom, ki so ga imeli prejšnje generacije. Vendar je pomembno pri tem izpostaviti, da smo šli mimo radija, mimo televizije, kjer smo poslušali o epidemiji, ki je pretila svetu. Poslušali smo, kako se sprejemajo različni ukrepi, ki nam, ne vem, še tisto svobodo, ki smo imeli gibanja izven hiše, se pravi omejijo, utesnijo znotraj zgolj v naš dom. In je bilo pač poleg tega prostega časa res znatno obremenitev z vsem dogajanjem po svetu in v Sloveniji. Tako da je po mojem to zelo pomemben faktor pri upoštevanju, kajti res vsaj zase menim, da to ni bilo tako lagodno, kot si nekateri predstavljajo, ker smo bili vsi v skrbeh, če ne za naše življenje, za naše zdravje, pa za zdravje naših bližnjih, sorodnikov, poznancev in drugih državljanov in svetovljanov nasploh. Bi bili sprejemni izpiti boljša rešitev? Ja, zdaj sprejemni izpiti imajo svoje prednosti in svoje slabosti. Predvsem so pomembni za kakšne študije, kjer je res pomemben talent, kot so kakšne akademije, glasbene, igralske in tako naprej. Vendar pa imamo v Sloveniji nasploh problem, da fakultete oziroma visoke šole niso tako usmerjene k izvajanju sprejemnih izpitov, saj je nekako očitno lažje za njih, da dijake oziroma bodoče študente sprejemajo na podlagi njihovih rezultatov in ocen, torej uspeha v srednji šoli. Zdaj, kot sem že rekel, nekatere fakultete, ki imajo že zdaj sprejemne izpite, morda res ne bi motilo, če bi matura bila ukinjena. Pri drugih pa bi se verjetno pojavile precejšnje težave pri tem, komu dati prednost, koga sprejeti na faks, še posebej pri fakultetah, ki imajo skoraj vsako leto omejitve. Kakšni pa bodo rezultati letošnje mature? To pa je vprašanje, ki tudi mene zelo bega. Moram povedati, da je matura po eni strani ni tako bavbav, kot sem morda sam mislil, da bo. Potem, ko sem, ne vem, reševal starejše izpitne maturitetne pole in se učil, sem res nekako tisti strah, tisti stres nekoliko izgubil. Morda pa se mi zdi, da so nekatere letošnje mature bile vseeno nekoliko zahtevnejše kot ponavadi. To smo po skupnem konsenzu s sošolci tudi potrdili z zbeganimi pogledami, ko smo prišli iz učilnic. Zato me res zanima, kaj je sedaj za pričakovati, če se bo res upoštevalo tisto povprečje, če se bodo pri ocenjevanju, pri moderaciji kaj spremenile, se pravi kakšne meje, in potem upamo, da najboljše. Jure bo svoje šolanje nadaljeval v Ljubljani. Čeprav so mi ta 4 leta na gimnaziji bila zelo zanimiva, bila so pestra, verjamem, da jih ne bom nikoli pozabil. Se študija zelo veselim. Vpisal sem se na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, na dvopredmetni študij rusistike, se pravi ruščine in primerjalne književnosti. Zdaj pa po eni strani res komaj čakam, da začnem poleg splošnega znanja, ki sem ga prejemal ta 4 leta,
raziskovati, graditi še tisto znanje, ki mi je nekako bolj zanimivo, ki mi je bliže. Vsem maturantom želimo veliko uspeha še pri ustnem delu mature in čim boljše rezultate. S predsednikom Kasaške zveze Slovenije, dr. Henrikom Gerkešem, o letošnji kasaški sezoni, ki se pričenja to nedeljo z zamikom dirk. Cenjene gledalke in gledalci, na zvezi imamo dr. Henrika Gerkeša, predsednika Kasaške zveze Slovenije. Tako kot v številnih športih, tudi v kasaštvu, kar se tiče tekmovanj, dirk z zamikom, kar je bila seveda posledica odprave koronavirusa. Pa vendar, Henrik, dirke bodo za ljubitelje kasaštva, že v nedeljo pričnemo v Krškem z prvim tekmovalnim dnevom, seveda bodo pa dirke malce drugače razporejene. Lepo pozdravljeni vsem skupaj, zdrav Branko. Da, dirke bodo. Prvi sestanek s predsedniki klubu je bil nekaj tednov nazaj, včeraj smo na upravnem odboru potrdili tudi razpored tekmovalnih dni za letos. 17 bo in prva je v Krškem, naslednja pa že drugi teden v Ljutomeru. Kakšni so ukrepi v zvezi z kasaštvom? Vemo, da na nogometne stadione še zaenkrat gledalci ne morejo. Kako je to najbolj Prlekijo in tudi ostale zanimalo, kako bodo gledalci, če bodo lahko prišli dirkati, ker dejansko kasaške dirke delamo zaradi ljudi, ne? Res je. Nažalost so splošni ukrepi še vedno takšni, da gledalci ne bodo mogli gledati kasaških dirk, vsaj prvih nekaj tekmovalnih dni. Omejitev je na 200 oziroma 500 ljudi, kar pa je v bistvu v kasaškem športu pomeni spremljevalne ekipe, servisne ekipe in že zapolnimo to kvoto. Tako da smo sprejeli protokol, po katerem zdaj zaenkrat ne predvidevamo gledalcev. Je pa res, da bodo sedaj tudi spremenjen, recimo ta koledar, vemo, da se prične kasaška sezona po običaju, po tradiciji na velikonočni ponedeljek v Ljutomeru in prva nedelja v mesecu juniju, ki je že za nami, je bila že tudi prva rejska dirka, to je v Krškem, kjer bodo v nedeljo dirke, ne bo pa šampionata Slovenije. Morda o teh spremembah, vsaj 5 teh največjih rejskih dirk za Kasaško zvezo Slovenije bodo verjetno tudi termini pomaknjeni zaradi tega. Bodo zamaknjeni proti jeseni, vse rejske dirke bodo, derbi, državno prvenstvo dvoletnikov, troletnikov, šampionat, tudi Ljubljanska milija se predvideva. Ker seveda strokovni odbor je moral prikrojiti, glede na razmere razpored in kot pravim, uspelo nam je nekako uvrstiti 17 tekmovalnih dni, s tem, da vse rejske dirke bodo seveda po skromnih razmerah, glede na situacijo, ki pa nismo v kasaškem športu, takšna je splošna. Dr. Henrik Gerkeš, predsednik, seveda je jasna ena stvar, da treba obdržati. Zdaj pustiti, da ne je bilo dirk, sploh to je bilo najslabše. Ne na zadnje rejci, lastniki, trenerji trenirajo, konji so pripravljeni, ker to so pa lahko trenirali, pa šli ven, trenirati vsaj na jogging, recimo v naravo ali pa na hipodromske steze, tam so se morda malo tudi združevali, mimo ukrepov, ampak ne glede na to, važno je, da držimo neko kontinuiteto, pa bo drugo leto boljše, pa bomo zopet dvignili to kvoto dirk in nadaljevali mogoče s tistim standardnim koledarjem. Natančno tako. Tudi upravni odbor je včeraj razmišljal v tej smeri, to leto moramo preživeti. Dejansko bo predvsem z finančnega vidika precej bolj skromno. Upajmo, da se bodo ukrepi sprostili tako, da bodo vse v drugem delu sezone gledalci lahko prisustvovali. Ampak ja, preživeti moramo to sezono, trenerji, lastniki trenirajo svoje konje in pač kasaški šport je takšen, ne moramo konja postaviti kot za eno leto in reči počakaj, bomo drugo leto. Ja, točno. Ja, tako da preživeti moramo in bomo preživeli, mi smo dodatne ukrepe sprejeli tudi glede tega in ja, upamo na vse najboljše. Kako je z tem, da bomo seveda spremljali nekaj manj dirk, to je povsem normalno. Se je kaj dogovor, morda bi se zdaj zaradi tega, ker ne bodo ljudje prisotni, gledalci, dalo kaj morda s kakšnimi posnetki, dirk, reportažami, kaj morda navoditi gledalkam in gledalcem?
No, seveda se zavedamo, da če že ne morejo v živo gledati telekasaškega športa, teh tekmovanj ni oziroma dirki, moramo priskrbeti možnost, da jih vsaj gledajo na nekem drugem mediju. In včeraj je bil dogovor takšen, da bomo poskrbeli za live stream, torej bo mogoče z nekaj sekundnim zamikom gledati v živo dirke z živim, da rečem, komentiranjem, kjer upam, da bomo tebe slišali. Nekaj tehničnih težav je bilo spet v teh 2 letih, kar sem jaz imamo s temi snemanji več čas neke sitnosti. Upam, da smo se toliko naučili, da bo že letos precej boljše. Predvsem pa, kot sem povedal, ne želimo poskrbeti za to, da bojo vsi videli, tisti, ki bojo želeli tudi v živo kasaške dirke. V podporo temu povem, da smo včeraj pogledali in dali zeleno luč tudi za novo spletno stran, ki bo nadomestila zastarelo spletno stran Kasaške centrale. Seveda nekaj dodelav še potrebuje, ampak tudi ta spletna stran bo omogočila gledanje dirk v živo. Morda za konec, krovna organizacija, slišimo, vse krovne organizacije športne so v težavah, absolutno ne. Kakšni so morda informacije z terena, od predsednikov klubov? Se mi zdi, da je tam nekako bolj umirjeno, res, da bodo sedaj klubi imeli posamični kakšno dirko manj, ampak zdi se mi, da tam je nekako življenje normalizirano, da člani, članice, trenerji, lastniki trenirajo, da pa je verjetno to ta končna špica krovne organizacije in pa seveda dirke kot seveda vrhunec vsega bolj izpostavljeno kot pa morda baza takšna. Dobite kakšne podatke, Henrik, od klubov, od rejcev, lastnikov? Ja, sej zato smo naredili sestanek predsednikov klubov, ki so povedali, kakšno je stanje, kaj počnejo člani. Razveseljujoče je bilo, da člani več ali manj trenirajo konje in bojo pripravljeni tudi že na te prve dirke, čeprav so bile kasneje napovedane. No, mi v Kasaški zvezi pa se seveda trudimo, da pokrijemo vse te servisne storitve, kar je pa letos bistveno težje, ker sponzorje privabiti na tekmovanje, kjer ni gledalcev, je bistveno težje, kot je bilo prej. Ampak sprejeli smo določene aktivnosti, šli smo na Ministrstvo za kmetijstvo, povprašati, kakšne so možnosti za recimo ad hoc rešitve in seveda dolgoročne rešitve. Bili smo tudi na radioteleviziji Slovenija, ker se nam zdi, da kasaški šport kot nacionalna identiteta spada na nacionalko in informacije so začetne takšne, da dajmo začeti s temi aktivnostmi in jih pripeljimo v kakšnem času pa na isto mesto, kamor spadajo. Tako, lahko zaključim zdajnega pogovora, seveda z dr. Henrikom Györkösem, predsednikom Kasaške zveze Slovenije, da so novice, vsaj te, ki ste jih podali, Henrik, razveseljujoče za ljubitelje kasaštva. Bomo prišli na svoj račun, dirke bodo, v drugem delu se nam pridružijo še potem gledalci, upam, da bo to kaj kmalu in da konji tečejo naprej, tako kot vsa leta, z iskrim kasom in da kasaštvo seveda bo tudi v letošnjem letu doživelo nekaj svojih vrhuncev z rejskimi dirkami. Hvala, da ste si vzeli čas, Henrik, in da smo poklepetali, kajti v nedeljo vabljeni, oziroma ne morem vabiti gledalce, ampak spremljali bomo prvi tekmovalni dan iz Krškega. Drage gledalke in gledalci, zahvaljujem se vam za vašo pozornost in čas, ki ste ga namenili spremljanju našega programa. To je bila informativna oddaja Dogodki. Do prihodnjega snidenja vam želim vse dobro.